Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes je z mano dr. Manja Rogelja, strokovna vodja akvarija Piran, veterinarka, s katero bova malce spregovorili o življu v severnem Jadranu. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Ves čas v akciji, pravkar prihajaš iz urgence z želvico. Se pogosto zgodi, da vam ljudje prinesejo kakšne živali? Kako so na primer za to želvo sploh vedeli, da je kaj narobe z njo? Torej, opazili so želvico, seveda, ki je plavala na površini. To že ni dober znak, če se želvica ne umakne takoj, ker ponavadi je boječa in se umakne pred človekom. Zdaj ne vem točno, opazili so pravzaprav, da vleče zelo dolg lak za sabo. Tako da tudi, ko se je želvica hotela potopiti, tako bi seveda ubežala, ker tam je ne bomo ujeli, so uspeli prijeti ta lak, tako da so do želvice prišli, jo lahko ujeli in nam jo pripeljali. Je sicer to običajno, da vam prinašajo ljudje živali? Ponavadi si mislimo, akvariji, tam imajo svoje živali. Ja. Zdaj, kar se tiče želvic, teh morskih želvic, jih nosijo k nam, ker mi smo prav uradno ta urgentni center za glavate karete in druge morske želve, čeprav drugih vrst še pri nas nismo nikoli imeli. V primeru, da so poškodovane, obnemogle oziroma če jih najdejo v zimskem času, ker takrat bi pri nas poginile zaradi prenizke temperature. Takrat jih mi sprejmemo, jih oskrbimo, sodelujemo tudi z veterinarji, ki nam potem pomagajo. Tukaj recimo danes smo potem urgentno šli še do ambulante v Kopru, ker nam je Peter Maričič pomagal postaviti diagnozo, smo jo slikali, pogledali, kje sam trnk v želvici je, tako da jutri upam, da bomo rešili ta problem. No, držimo pesti. Sicer tudi zdaj, ko poročajo, da je vse bolj toplo morje, je še vedno premrzlo za želve po zimi? Ja, v zimskem času se pri nas še vedno temperatura sprosti na tistih 8-9 stopinj, kar je daleč premalo za glavate karete. One so najbolj zadovoljne, če je več kot 16 stopinj. Tam pri 14 že zelo ne, pod 12 stopinjah pa lahko pride do trplosti, torej in pač to so hladnokrvne živali, so odvisne od zunanje temperature in lahko dobesedno poginejo zaradi podhladitve. Zato jih pač pol držimo znotraj v akvariju čez zimo. Tudi lani recimo v konec novembra smo ponovno imeli podoben primer kot tokrat. Tudi smo dobili eno glavato kareto, ki je imela trnk v samem ustni odprtini, mislim v ustih. Ampak smo imeli srečo, da se ga je še dalo videti, tako da smo ga lahko, pač vedno smo uspavali žival in ta trnk odstranili. Je imela pa kar precejšnjo rano na notranji strani ust, da se je potem nekaj časa trajala, pa pri nas pol še na terapiji. In temperatura morja je bila že tako nizka, da je potem ostala z nami še čez celo zimo. In je bila tudi na koncu, mislim, da spomladi je bila tudi na ogled v akvariju, tako da nekateri obiskovalci so jo lahko tudi videli. Ko se pa temperatura dvigne na teh 16 stopinj v morju, jih pa vedno spustimo, ker še vedno spadajo v naravno okolje. Sicer imate pa tudi stalne prebivalce akvarija pri vas? Tako, seveda. Ki pa so večinoma ribe ali imate tudi kakšne druge? Torej, po skupini so najbolj številčne ribe, teh imamo ponavadi okoli 60 različnih vrst, kar je zelo dosti glede na to, kako majhen akvarij imamo. Tukaj je zelo veliko znanja in izkušenj, da uspemo toliko različnih vrst pravzaprav združiti med sabo, da sobivajo brez žrtev. Imamo pa potem še 100 vrst, okoli 100 vrst drugih nevrtenčarjev, torej rakov, ožigalkarjev in drugih organizmov, ki potem pravzaprav naredijo akvarij še toliko lepši, ga pobarvajo. In tudi naše morje je zelo bogato s temi skupinami živali, ne. Zaradi tega, recimo, če se vrnem na želvice, ki smo jih prej omenjali, one prihajajo v naše morje samo v poletnem času, torej ko temperatura dovolj visoka. Hodijo pa k nam lik zaradi hrane, ker je severni Jadran zelo bogat s temi nevretenčarji, ki so njihova glavna hrana. Sploh za mlade želvice, tako kot tudi tak, ki jo imamo trenutno pri nas. One se ne morejo tako dobro potapljati, kot se potem odrasle želve, torej se morajo še natrenirati. In zato jim je naše področje všeč, zato ker je plitko. Tako da lahko pridejo do vseh teh organizmov in se tu prehranjujejo. Mlada želva je kaj sicer, do 10 let? Ja, dokler niso spolno zrele, zdaj težko rečem, kdaj se bo katera koliko potapljala. Tudi želve rastejo zelo različno glede na to, koliko pojejo in tako. Je pa recimo, da odrasle želve ne hodijo toliko k nam,
ker recimo samčki so v poletnem času tam v tistih področjih, kjer so paritvena območja, torej okoli Grčije, Cipra, Tunizije in tako, ker tam pač potem gnezdijo in se vrtijo okrog samičk. Samičke so pa tudi tam seveda, ker imajo gnezditveno območje ta čas, ne? Tako da so celo poletje tam in na par tednov odlagajo jajčica, delajo gnezda. Je pa res, da recimo samice ne gnezdijo vsako leto, tako da dobimo tudi večje samice, ki pridejo v naše morje, kdaj so tudi po meter in več velike. Tako da ja. Torej so ene večjih živali v severnem Jadranu prav želve? Ja, verjetno. No, mislim, so še kakšni morski psi, pa dobro, morski sesavci, vsekakor so spet večji, ne. Pa je tega veliko. Zdaj, želvam se zdi očitno, da je tukaj zelo bogato s hrano, z raznolikimi vrstami. Ribiči pravijo, da je rib vse manj in manj. Ja. Smo mogoče katere vrste že izgubili zdaj v zadnjih, 20-30 letih? Ja, možno je, da smo točno kaj izgubili. Vsekakor se pozna, da nekaterih vrst recimo ne videvajo več, ne lovijo več. Tudi mreže so prilagodili potem temu, ker določenih stvari ne dobijo več. En problem je tudi, da ni velike ribe, torej ribe so, ampak so precej majhne, pol za ribiče to ni več zanimivo. Tako da ja, mislim, številčnost je sigurno upadla, ne. Je pa, če pogledamo Jadran, pa dobro lahko razširim tudi na Sredozemlje, je to še vedno neka zibelka biodiverzitete, ne, v primerjavi recimo z drugimi morji, je glede na svojo površino ima res veliko število različnih vrst, mislim, da jih je 17,000 nekje, kar je res dosti. Pa je med njimi tudi kakšna človeku nevarna? Poročali so na primer o tistih ribah s špicami, na katere lahko stopiš. Aha, tako mislite, ja. Ja, to je morski pajek, ja. Teh imamo nekaj vrst, so prisotne tudi pri nas, mi jih na potopih redno srečujemo. Zdaj, ribe, tako kot ostale živali, ne iščejo težav in če imajo le možnost, se umakne. Nikoli ne bo ona tista, ki bo šla v napad, samo zato, da gre v napad in rablja energijo s tem. Narava je zelo skromna z energijo, načeloma. Je pa res, da recimo, če jih bomo mi lovili, mi napadali, mi prijeli, en problem, ki je, so recimo, če ujamemo na trg, ne, pa jo imamo potem gor, pa ribice ne poznamo in nas potem zbode v roko. Zdaj, takrat je pač treba hitro urgirati, to je zelo pomembno, mogoče povem, si bodo vsi zapomnili, je treba dati tisti predel telesa, kamor nas je pičila, v čim bolj vročo vodo za čim dlje časa, dokler ne pojenja. Čim bolj vročo, kolikor se zdrži. To je najboljša pomoč. No, pa so še škarpene, škarpoči, to so te bodike, manjše ribe. Te imajo seveda tudi bodice, treba je paziti, recimo, dostikrat jih imamo pravzaprav na krožniku, ne, so specialiteta škarpene, takrat je treba paziti, ko se jih čisti. Drugače pa mislim, da ni nič tako zelo nevarnega. Pri nas smo verjetno mi najbolj nevarna vrsta v Sredozemlju. Kot je Vitomil Zupan dejal, še zajec je pametnejši včasih od človeka, ne, zajec ne bo šel na vojno, naprimer. Ampak kaj pa, naprimer, veliko se ponovadi bojimo morskih psov, tudi ko gledamo, naprimer, naravoslovni kanali, kar uživajo v tem, da poleti dajajo serije dokumentarcev o napadih morskih psov. Je v Jadranu kaj takega možno, ali so tudi ti dovolj pametni, da se raje izognejo? Vsi se bojo raje izognili. En problem, ki je, kolikor vidim, kolikor te stvari spremljam, je vedno upleten s tem, da se je človek prvi vpletel v življenje neke živali. Zdaj, ali jo je dodatno hrano, recimo tudi želvice hranijo, morske pse hranijo in ona se pol navadi na bližino, pravzaprav pride sama iskat, ne. Tako da po svetu dosti napadov tudi s tem pol povezanih. Pri nas mislim, da ni nekih napadov pomembnih bilo. Mogoče morajo paziti malo ribiči, ki nosijo kakšno ribo zraven sebe, drugače pa mislim, da se ni za bati, ker se bo vedno umaknil. Kaj pa meduze? Se tudi meduze ne zgleda, da se ravno umikajo ljudem. Ne, meduze se pa ne umaknejo ljudem. Zdaj, mi smo pripravili tudi eno brošuro, lahko najdejo v akvariju, pa mislim, da je prisotna tudi na raznih turističnih informacijskih centrih, pa tako, da si lahko pogledajo vrste, ki živijo pri nas. Zdaj, pri nas načeloma res, da opeče samo kompasna meduza, katero bojo spoznali po takem lepem vzorcu na klobuku, ki spominja prav na tak kompas v rjavih različnih odtenkih rjave barve.
Letos se je pojavila po dolgem času spet v Jadranu mesečinka. Mogoče se ti starejši, kot sem jaz, pa še malo starejši spomnejo, ker včasih je bilo precej v poletnem času. To je manjša, malo tako rozasta, zelo lepa meduza spet. Tista s 4 krogci? Ne. Tista uhati klobučnjak, tista nas ne bo pekla. Ne, pri nas od mlajših ne vem, če jo kdo videl. No. Je pa tudi v brošuri, se lahko pogleda slike. In je bila, recimo v južnem srednjem Jadranu je bila kar pogosta letos, je bilo tudi nekaj ožigov, ampak pri nas je še nismo opazili. Mogoče še dodam, da zdaj recimo v teh dneh je vse več morskih cvetač, to je ena od najlepših meduz. To so tiste rumenkaste? Tiste, ja, tako rumeno-oranžne, spominjajo na jajce na oko in spodnje strani imajo tako lepo rožo z vijoličastimi gumbki. Torej naj opozorim, da ta meduza je povsem nenevarna, da se ne bo pekla. Lih tako spada med ožigalkarje, tako da mogoče morajo malo bolj paziti otroci. To velja za vse meduze, tudi če tikajo meduze oziroma jo primejo po nesreči, se ne tika nikoli sluznic, moramo paziti na oči. No in teh meduz je čedalje več in jaz bi prosila ljudi, da teh meduz ne jemljajo iz vode, da se jih ne bojijo. Predvsem zato, ker so polne ribic. Tako da, če bojo spodnje strani z masko pogledali te meduze, bojo videli med temi ustnimi rameni, to je ta predel pod meduzo, da noti kar švrgoli mladih ribic. One imajo tam zatočišče, najdejo hrano in se gibljajo po morju skupaj z meduzami. Torej imajo svoje mesto v ekosistemu tudi meduze. Vsekakor tudi meduze, ja. Čeprav gre samo za 4% živali. Ostalo je voda. Ja, to pa je. Res so zelo vodene, nič ne ostane od njih. Ja. Zakaj pa vsake toliko pride več meduze? Eno leto je veliko meduz, eno leto je manj meduz. Kakšni morajo biti pogoji, da se to zgodi? Ja, zdaj meduze imajo vsaka svoj cikel in ene imajo rade bolj mrzlo vodo, ene bolj toplo vodo in je pač tako, recimo morske cvetače, ki so zdaj prisotne, pravzaprav zdaj bojo videli manjše, zdaj počasi bojo zrasle, ker pridejo kar velike na koncu. One imajo rade samo toplo vodo, torej se začnejo pojavljati konec julija in bojo z nami nekje do oktobra in potem bojo zginile. Če pogledamo uhatega klobučnjaka, ki smo ga prej omenili, on se pojavlja samo kasno po zimi in pol na pomlad in ko se enkrat voda segreje, se povsem umakne, tudi ga ni več, tako da se ga kopalci rešijo. In recimo pri njih je zanimivo ravno to, zdaj meduze imajo življenjski cikel, ki je nekako deljen na spolni in nespolni del, mislim, 2 vrsti razmnoževanja. Zdaj pri spolnem delu to teče, tako da se pač moški in ženske gamete se združijo in tako. Pri nespolnem pa pravzaprav se tvori polip, ki se usede na morsko dno. Tako da ponavadi recimo se jih najde na ostrigah, na školjkicah, nekje. Tudi pri nas v akvarijih imamo po stenah in po kamnih in pridejo z vodo. Torej voda, ko kroži znotraj akvarija, nam prinese pravzaprav te polipe. In oni potem tam čakajo in čakajo vse, dokler ni voda tam nekje 12-13 stopinj. Torej to je pa nekje jeseni. In takrat začnejo strubilirati. To je pa en proces, ker pravzaprav iz enega polipa nastaja ogromno efir. Se klonirajo in vsaka ta efirica je mlada meduza, ki potem zraste. In ker se to se sproži na isti čas s padcem temperature, imamo lahko potem teh meduz zelo dosti, vse naenkrat v nekem določenem času. Potem je pa odvisno seveda od razpoložljive hrane, ki jo imajo, torej koliko je tega rastlinskega planktona in to, pa od temperature, seveda od tokov, pri morju brez tega ne gre, lahko zapiha burja in vse skupaj odnese in jih niti nimamo tisto leto. In pa seveda od plenilcev, samo meduze nimajo toliko dosti plenilcev, čeprav mi vidimo, no, da ko enkrat odmirajo, jih ribice pridno jejo, tako da nekdo vseeno ima nekaj od tega. Smo pa imeli, ne vem, če se spomnite, mislim, da lansko zimo je bilo pa veliko morskih klobukov, to so pa tiste res velike meduze in jih je bilo neverjetno veliko število v zimskem času. Tako da smo bili še mi presenečeni. Je pa to vse del cikla in ko se enkrat pogoji izpolnejo, da ni plenilcev, da je veliko hrane, jih je pa res lahko zelo veliko. Takrat so se nekateri recimo ustrašili, kaj še bo, če jih je letos toliko. In letos po zimi jih praktično ni bilo. Smo videli 2-3 meduze vse skupaj v celem letu. Ne. Hodite redno tudi na morje? Mi smo zelo dosti na terenu, ja. Pač hodimo z barko, tudi ob obali. Ogromno se potapljamo.
malo zato, ker nabiramo organizme, ker organizme, ki jih imamo, jih pridobivamo sami. Je to zakonito? Je, vse papirje imamo seveda, ogromno papirjev rabi za to in dovoljen in tudi način, kako pridobivamo živali, vse je predpisano. Tudi za zavarovane vrste imamo še posebej dovoljenja, tako da ja, to imamo. Tudi zelo smo skrbni pri tem, torej res jemljemo tisto, kar je, ne bomo pobrali vsega, kar rabimo, mislim tako, res čuvamo, da ne bi karkoli naredili. Vračate kdaj tudi nazaj? Tudi vrnemo, če se karkoli ne prilagodi, recimo, ko jemljemo, tudi nam pa nosijo ribiči, te navadni morski pes, pa pikasti morski pes, to so tisti manjši morski psi, ki so zelo pogosti v našem morju, te dobimo od ribičev in seveda jih je treba, to so neke vrste plenilci, jih je treba navaditi na mrtvo hrano, torej morajo narediti tale preskok. In zdaj, če slučajno katera od živali tega ne naredi, jo seveda spustimo, če v tolkem času ne začne jesti, ne. Tako da ja, so tudi taki primeri. Ali pa recimo, da vzamemo nekaj, pa se ne razumejo, tudi takrat jih moramo potem spustiti nazaj. Kakšne akvarije pa imate? Torej, če je meduza v akvariju, mora biti torej krožni tok, čeprav razumem. Ja, meduze imajo prav poseben akvarij. Zdaj ga imamo že kar nekaj let. Smo ga naredili v okviru enega projekta Meduze okoli nas, tako kot je tale brošurca, ki je pravzaprav že napredovala od takrat. Ja, krožen tok mora imeti, nobenih ostrih robov. Meduze morajo misliti, da so v odprtem morju ves čas. Tudi temperatura je drugačna kot v akvariju in tako da je čisto drugače prilagojena. Tudi sama voda mora biti malo bolj čista kot za druge živali. Imamo pa predeljeno, tako da lahko prikazujemo več vrst, no. Imamo na vsaki strani enega. Zdaj trenutno imamo uhate klobučnjake, mi jih uspemo ohraniti še naprej, ker imamo nižjo temperaturo, kot je v morju, tako da jih lahko še vedno vidijo pri nas. In sedaj na novo imamo še morske cvetače, so tudi notri in so fantastične za pogledati v akvariju. In med njimi se vrtijo še rebrače, ta morski oreh, to je rodna vrsta rebrače, ki je prišla k nam zdaj že kar nekaj let nazaj. In vsake toliko poleti dela malo nevšečnosti kopalcem, ampak tako. Drži, da nam bo pomagalo, če se polulamo na ožig? Pravijo, da ne ravno, ne. Zdaj, treba je odstraniti lovke in oprati slano vodo, ne. Tako da odstranimo lovke. Jaz ne bi probala, no. Kaj pa mehkužci? Mehkužci imajo tudi neke prav posebne akvarije. Sploh, če govorijo na primer o lignjih. Menda so poskušali, če se ne motim, v Avstraliji tiste prav velike krakene vzgojiti, ampak so potem imeli prav z akvariji velike probleme. Ja. Ne, oni rabijo nekakšen stok od spod. Jaz sem videla v Avstriji, pravzaprav v akvariju imajo take akvarije, ki pravzaprav kroži voda tako, da prihaja od spodaj navzgor. Mi smo se nekaj trudili, da bi jih probali imeti tudi mi, ampak nismo bili uspešni, se prehranjujejo in vse, ampak prosto se v enem trenutku gasnejo in ne gre. Tako da ne vem točno, kaj manjka, ampak sej ni treba, da prikazujemo vse, ne. Tako da recimo, če gremo v tej skupini glavonoscev, imamo potem še vedno sipe, s katerimi nimamo težav, pravzaprav vzgajamo svoje, ker brez težav ležejo jajca in se tudi pol razmnožujejo, ker recimo pri kalamarjih, pa tudi pri lignjih, se opravičujem, pa pri hobotnicah je problem, da je recimo ličinka ima stadij, ki je planktonski, torej se nahaja v vodnem stolpcu. Pri sipi ni tako, ličinka gre takoj na morsko dno, kar je za akvarij dosti lažje. Ker mi jih zelo hitro izgubimo v sistemu, tako da tudi po svetu vzgoje hobotnic in lignjev skoraj ni. Oziroma je ni. Ali hobotnice sploh lahko vzgajamo, sploh kar se tiče hrane? Vem, da nekateri so bili blazno proti, menda v Španiji to delajo, pa ni prav res zakonito? Ja, tako etično, ne vem, če jih potrebujemo še to, no. Ampak vi jo imate, hobotnico? Trenutno je nimamo. Pri nas naj bi živeli dve vrsti hobotnic. Eno so muškatne hobotnice, te imamo vsako leto, oni živijo dobro leto samo, tako da ponavadi jih v spomladansko-poletnem času nimamo
zdaj nekje so odrasle in jih dobimo in jih damo v akvarij. Zdaj lani, ne vem, kdor nas je spremljal, smo imeli tudi jajčice, torej so naredile gnezdo pri nas. Na koncu se nam ni šlo, so se začeli zlegati prehitro, mogoče smo ugotavljali, da zaradi previsokih temperatur v karantenah. Tako da ne vem, bomo poskusili še kdaj, bomo videli. Pol je pa še druga vrsta, to je pa navadna hobotnica, ki je pa v našem morju nismo videli že leta. Tako da nimamo, en čas smo imeli eno iz Hrvaške, ampak to že kar nekaj let nazaj. Zdaj nekje se držimo, da v akvariju prikazujemo samo naše živali. Imamo ene par, ki so prišli takrat, ko se je akvarij odprl, so prišli iz Italije, pa ene zanimive ježke imamo v varstvu pravzaprav, drugače so pa vse vrste živali, ki so ujete pri nas in so naše. Tako da zaenkrat smo se odločili, da ne bomo še imeli tiste hobotnice. Pa poleg tega z njimi je mogoče malo več dela, tudi treba jih je zamotiti. Takrat, ko smo jo imeli, smo ji recimo, ne vem, dajali hrano v posodice in tako, da se je ves čas malo igrala, ker je bilo dolg čas. Opazili smo tudi rada, da je seveda hotela zlesti ven in nagajala mě, ker na zgornji strani akvarija so seveda cevi in jih je dol trgala. Tako da to je edini akvarij, ki ima še danes, ima jekleno okovje, ki drži cevi, isto, ker jih je pač hobotnica redno dol vlekla, ne. Tako da ja. So kakšni etični pomisleki glede zapiranja hobotnic? So res tako pametne, kot pravijo? Ja, mislim, če smo pri tem, niso vse živali, mislim, tako se odzivajo na svojo okolico in čutijo, tako da so vsi čuteča bitja tam, ne. Tudi, ne vem, že samo ribe nas poznajo po obrazih, vejo, ki ridanje, te spremljajo in recimo, ne vem, morsko ščilo, ki bi rekel, da je taka brezvezna ribica, ona točno ve, kako jo boš dal za jesti in že po parih dneh se postavi in te gleda, ne. Tako neverjetno hitro se učijo, ne. In pri hobotnici se še veda toliko bolj, ne. Mislim, to je še vedno žival, ki zna uporabljati tudi orodje in tako, ne zna zbežati in si v sosednjem akvariju tiskati za jesti, tako da. Se je tudi to že zgodilo? Ja, v prejšnjem še pod starimi, mislim, ko je bil še star akvarij z drugimi sodelavci, ja. Aha, torej iskanje Nemo tale ni tako za nos privlečen film. Ne, se tudi nam veliko stvari zbeži, ne. Najdejo svojo pot, ne vem, se spomnim, da kdaj nam je kakšna rakovica ven zbežala, pa je pa čistilka zjutraj bila malo bolj glasna, tam smetišnico je lovila. Pa kakšne manjše ribe tudi nam znajo zbežati v kakšno cev, pa jih pol v filtru najdemo, pa jo vrnemo nazaj, tako da ja. Kako pa sicer na sezono menjavate živali ali so katere, ki tudi dalj časa živijo praktično, torej vsako leto, če pridemo enkrat na leto k vam, bomo videli torej vsakič drugačne živali? Ja, nekatere, torej akvarij se je prenovil leta 2009. Od takrat imamo čisto nov sistem, ki deluje, mislim, pravzaprav je zaprt sistem, tako če tisti ljudje, ki imajo, mogoče, če ima kdo akvarij doma, zgleda podobno, sistem deluje podobno, le da je vse dosti večje. In ima tudi hladilni sistem in vse, ki ga prej ni imel, kar je bil seveda problem, ker se je voda pregrevala in lahko pride do pogina pri živalih. No, zdaj imamo hladilnike, pravzaprav smo lani celo nove dobili, tako da lahko vzdržujemo nizko temperaturo. Tako da živali, ki jih imamo od 2009 je kar nekaj. Torej mi smo takrat dobili, ne vem, recimo so morene, so kirnije, pa so orade, tudi neki brancinov. Torej vse, kar neka lep seznam živali je, ki so z nami že od takrat. Nekatere so celo že preživeli svojo pričakovano življenjsko dobo. Je pa res, da recimo takratna jata je bila dosti večja, tako da mi smo potem, ko so te ribe rastle, smo nekatere spuščali. Tiste, ki pa so slabše prilagojene, da bi šle nazaj v naravo oziroma so drugače pomembne, smo podarili tudi drugim akvarijem. Veliko sodelujemo tudi z akvarijem v Puli, tako da veliko naših živali je šlo tudi tam. Tako da ja. Je pa res, da recimo so pa vrste, ki živijo kratek čas, te moramo redno nadomeščati, ampak ponavadi jih kar imamo ves čas. Je pa res, da recimo ves čas dajemo kaj novega, tako da mislim, da kdorkoli bo prišel, bo vedno našel nekaj novega. Poleg tega je pri nas tako, mi imamo muljasto dno, veliko živali, ki jih imamo seveda tudi v akvariju, se pravzaprav zakoplje, tako da ti vsakeč, ko prideš, boš videl nove, ne. Ne vem, sploh tisti manjši akvarij, tam notri je tudi po 20 različnih vrst in to lahko samo sediš in gledaš, ne. Boš vedno našel nekaj novega in kar nekaj se bo nekaj začelo premikati.
ki prej sploh nisi opazil, ne. Tako da dostikrat tudi recimo pridejo obiskovalci, pa res naredijo krog tudi v 10 minutah, pa rečejo, saj nič ni, ne. Pa jih pol prime za roko, pa rečejo, poglejte to, a ste videli to, in so vsi presenečeni, kaj vse pravzaprav je v našem morju, ne. Saj vodstva imate tudi verjetno. Ja, vodene oglede imamo, pa razne delavnice. Zdaj letos poleti smo imeli vsak ponedeljek brezplačne delavnice za otroke, ki so bile ves čas polne, tako da smo bili zelo zadovoljni, bilo veliko zanimanja. Vodeni ogledi so pa to imamo za šole in pa za obiskovalce. Da tega je pa precej. Pa jim tudi razlagate v živalskih vrtovih, zdaj zadnje čase ves čas govorijo, mi ohranjamo vrste. Je tudi vaš namen nekako tak? Mislim, vsekakor je, da pridobivamo znanje, da spoznavamo vrste in tako, ker težko jo ohraniš, če pravzaprav ne poznaš njene biologije, ne poznaš njenih potreb in v kakšnem okolju živi. Zdaj recimo samo ohranjanje delaš na vrstah, ki mogoče recimo tako, kot smo imeli morske koničke, lani septembra smo bili uspešni, smo imeli mlade morske koničke, ti so trenutno še vedno z nami. Malo imamo problem, ker zavarovane vrste ne smemo spustiti nazaj v morje, torej ostajajo pri nas in jih je treba vse nahraniti. Oni pa pojejo zelo dosti in hrano za njih dobimo tako, da jo moramo loviti sami pod vodo, potapljaški opremi, na mrežice. In koliko pa poje morski koniček, kaj ni to nekaj Mičkeno, centimetrska žival? Torej ena žival, en morski koniček poje okoli 50 teh mizidnih rakcev, taki planktonski rakci na dan. Ne, mi teh koničkov imamo kar nekaj, tako da je teh rakcev zelo dosti. Ne. Tako da tako znanje potem, ki ga imamo, nam služi lahko, recimo, če bi kdaj kadarkoli prišlo do težav ali bi kakšno vrsto bila ogrožena, bi lahko pomagali tudi s tem. Poleg tega je zelo pomembno, da pravzaprav znamo ohranjati živali tudi v zaprtem prostoru, v kakšnemkoli primeru je to zelo pomembno. No. Kaj pa, če se na primer v morju pojavi kakšna tujerodna vrsta? Na primer, poročali so, da so se vsake toliko videvale kakšne tropske vrste rib, nekateri so rekli to zaradi tega, ker je vedno toplejše morje, drugi so rekli, to je imel nekdo doma in zamahnili z roko, češ samo spustil je, ker enostavno ni šlo. Ste zaznali kakšno takšno vrsto? Ali to res potem pride samo od sebe ali to kdo unese od drugod? Vsi primeri veljajo, ne? Torej, ene so bile res spuščene, zelo verjetno, ene pridejo same. Zdaj prihajajo na različne načine. Zdaj tujerodne vrste, ena so vsekakor balastne vode, tako kot je tudi recimo ta rebrača, ki so jo prej omenili, prišla v Sredozemlje. Drugo so, da ljudje spustijo, seveda razne akvakulture tudi ali pa to. Zdaj en modernejši ta je mogoče to, da prihajajo s plastiko, torej z večjimi odpadki, ki plavajo na vodi. Lahko se tudi zanesejo različni organizmi potem v druga območja. Ker so jim privlačni otoki plastike ali? Niti ne otoki, samo pritrdijo se lahko na plastiko. Ne? In ta plastika potuje na zelo velike razdalje. Ne? Tako da je lahko potem odnese čisto drugami in se potem ta žival tam množi naprej. In tukaj so pa seveda še balastne vode, to so pač tovorne ladje, ki imajo to vodo za balast, torej v nekem drugem oceanu napolnijo svoje prostore s to vodo, jo pripeljejo sem in tukaj spustijo. In s tem lahko spustijo še vse ostalo. Tako da ja. Zdaj mi se srečujemo mogoče še največ s to rebračo. Ena stvar, ki je zelo aktivna od leta 2019, smo jih prvič pravzaprav opazili tudi v Slovenskem morju, je modra rakovica. Zelo lepa rakovica. Tudi izgleda modro? Tudi izgleda modro. Mislim, takoj, ko jo kdorkoli opazi, vidi, da je drugačna od vsega, kar mi imamo, ker je res lepe modre barve. Samička ima tudi rdeče klešče, tako da je zelo barvita. Tako ima oklep nekje 20 cm širok. In gre na špice, torej konča se s špicami. Je zelo agresiven rak in zelo gibčen rak, tako da morate paziti, ne gre z roko iti nad njega. Jih je pa kar precej. Torej prva leta smo jih opazili tako pa tako, zdaj se nam pa že tlele v Piranu v Vršu kar redno ujamejo. Trenutno imamo 3 samičke v akvariju, od tega sta 2 trenutno z jajčeci.
Pri njih je mogoče zanimivo to, da imajo še plavalne nogice, torej naredijo lahko zelo velike razdalje. In ne vemo zdaj, ali migrirajo k nam samo v času reprodukcije, torej same paritve in se pol umikajo, ali ostanejo tukaj cel življenjski krog. Zdaj mi mladih še nismo opazili, no mogoče je še to zanimivo pri njih, parijo se samo enkrat samičke v življenju, pri zadnji levitvi, in lahko potem naknadno na nekaj obdobjih, torej v tisti sezoni, naredijo večkrat jajčica in v vsakem tem jih imajo lahko po 2 milijona in več. Tako da res se lahko zelo, zelo namnožijo v kratkem času. Torej se boste preimenovali počasi v rakov akvarij? Ne, to pa moram povedati, da ta jajčica, ki jih naredijo one, mi jih takoj, ko imajo jajčica, jih umaknemo v karantene. In se jajčica se uničijo. Ne, tako da to, kar je pri nas, gre vse v uničenje, tako da ne bomo tega spuščali v morje in imeli še več modrih rakovic. Ne. Ampak kako to, da ste pa, koničke ste pa obdržali? Koničke smo obdržali. Ma se tudi rakovice, mi jih ne spustimo nazaj. Ker so tujerodna vrsta ali nasplošno? Ja, mi jih vzamemo v akvarij in pol ostanejo pri nas. Kar se tiče jajčic in ličink, no, kasneje, to damo v uničenje, ne. Mislim, pač gre v sladko vodo in se ne spušča nazaj v morje, ne. Tako da je čisto nekaj drugega kot pri morskih koničkih. Pa se mogoče za te modre rakovice že ve, ali so tudi invazivne? Ne, to bomo miniti še nekaj časa. Zdaj so zelo agresivni, tako da bomo videli zdaj pravzaprav, kako bo z našimi vrstami rakov to šlo. Zaenkrat še ne vidimo nekih razlik, je pa res, da je to zdaj 3 leta nekje, da je prisotna, pa še ne v takem velikem številu. Imamo še kakšne druge tujerodne vrste, ki so se v zadnjem času pojavile mogoče? Da so se v zadnjem času... No, saj govorim tako, v zadnjih 10-20 letih mogoče, ja. Ja, še ta bursatela je, to je en tak lep goli polžek, čeprav ta je tudi že kar nekaj časa z nami, teh je bilo lani res veliko. Ne vem, koliko poznate ti goli polži, to so polži pravzaprav brez hišic, polži za škrgarji. Teh je res veliko, pri nas so manjši, tako da jih je mogoče malo težje videti. Kaj imamo še takega? Kaj pa tisti planktonski polžki, o katerih so zdaj nedavno poročali, da so se ljudem zatikali v kopalke? Je to tudi domača vrsta? Ja, to je praktično kozmopolitska vrsta. Živi povsod, ker je morje toplo in tako, in pri nas je tudi prisoten, ne? Tako da je del planktona tako. Je pa res, da se v določenih pogojih malo bolj namnoži, kot se je zgodilo zdaj, ne? Tako da velja spet tisto, ne? Je bilo verjetno veliko hrane, nima plenilca in ga je malo več z nami. Trenutno je še vedno v morju in še vedno ga je dosti, ker danes, ko smo bili ob obali, so se obračali na nas kopalci in tudi po sporočilih nam pišejo in tako, kdaj mislijo iti stran, ne? Ampak to seveda ne moremo vedeti, ker recimo v lanskem letu so izginili v res velikem številu, kot smo jih imeli na začetku septembra, so izginili pol čez noč. Tako da lahko se samo obrne tok, pa jih ne bo več. Tako da ne, so pa... Mislim, zanimivo je, ker se jih vidi že s prostim očesom, ne? Tako da jih kopalci res lahko vidijo in so prav taki rozasti oblaki so bili zdaj v Piranu, recimo, ne vem, kako je drugje po obali, ki nisem šla pogledat, tako da se jim načeloma tudi umaknejo, ne. Torej, tisto, kar so v Arieli mali morski deklice imenovali za rdečo smrt. Ali so tudi tako sicer lahko kaj pojejo po poti ali so samo pač nadležni za kopalce? Samo nadležni za kopalce. Ja, mislim, še to načeloma ni, ne vem, ni tako grozno. No, mogoče otroci vem, da so malo bolj jokali, pa to, da grejo v kopalke. Drugače pa ni, ker niti ne pečejo, ne grizejo, ne nič, ne. Imajo pač ostro hišico in to je to. Kaj pa sicer, katera je največja vrsta? Mogoče imate tudi pri vas. Recimo, če se sprehodimo takole posebej po otokih po Jadranu na Hrvaškem, lahko še vedno vidimo ostanke tistih lestev, s katerih so opazovali, odkot prihajajo tune, ja. Ki pa se zdi, da jih zdaj skoraj ni več pri nas. A so še. Ne vem, mi jih videvamo, mogoče lani več kot letos. Jih videvamo, ko so zunaj na terenu, se vidi, ki skače drugače kot delfin, seveda in tako da so prisotne, ne. Ni, da jih ni.
tudi tako velike, ampak verjetno jih pa vi nimate v akvariju. Ne, kje pa. Kaj pa je največja vrsta, ki jo imate recimo v akvariju? Zdaj, najdaljše so verjetno morene pa ugorji, če gledamo po dolžini. Po kilogramih, po moje so kar orade, ker imamo te orade iz leta 2009, ki imajo 5,5 kil in Ki so še vedno žive. So še vedno žive in so res velike. Mislim, mi imamo par teh vrst, ki že toliko časa z nami, v naravi ne najdeš več tako velikih, ne. Jih ulovijo seveda prej, ne. Tako da so res že zaradi tega zanimive, ker so tako velike. In pa kirnje je mogoče ena od večjih rib, ki je pri nas. Koliko pa na primer tehta vaša orada? Ja, 5,5 kil ima naša. Letos po zimi smo imeli težavo, da ta največji bazen, ki ga imamo, je začel puščati. Tako da smo ga prvič po kolikih letih, 14 letih, ga je bilo potrebno sprazniti. Tako da so te ribe, smo jih potem tam po drugih akvarijih nekako probali razporediti, da ne bi bilo težav, ker še vedno so relativno napadalne pol proti manjšim. Smo rešili super, brez vseh poškodb, čeprav je bilo res kar delo. Tako da, kaj sem zdaj hotela povedati? Torej, velikost orade in ja, glede... No in takrat smo potem še vse te ribe pravzaprav stehtali in zmerili, zato ker nismo imeli stika z njimi toliko let. Pa je res, da se riba prilagodi velikosti akvarija, v katerem živi? Ja, prilagodi se, mislim, da ja, tako kot mi vidimo, ja. Poleg tega, dobro, malo je tudi odvisno od temperature in tega, koliko poje, ne. Tako. Kaj pa sicer v našem morju? Katere so največje živali? Imamo kakšne? Največje živali. Kiti verjetno bolj zatavajo. Oni zatavajo, ja. Tako da smo imeli seveda, kdaj nas prije kakšen pogledati, da je veliko navdušenja. Pol so različni morski psi. Ne vem, recimo med njimi prihaja orjak, to je ta, ki pravzaprav se prehranjuje samo s planktonom, ki ima tista široka usta, ki jih odpre. Oni prihajajo vsake toliko. In potem so pa po moje delfini. Delfini pa verjetno vsi vejo, da so stalnica pri nas, letos jih je res ogromno. Ni, da jih je ogromno, ampak jih veliko pogosto vidimo. Tako. In tudi ponavadi smo po naših izkušnjah so se poleti vseeno malo umaknili. Letos so pa kar držijo ob obali, tako da imamo, mislim, ogromno teh stikov, obiskovalci to jih vidijo in tako je prav zanimivo. Je pa dobro, da se jim izognemo, če jih med plavanjem srečamo, kaj ne? Ja, to je še vedno zelo velika žival, težka, torej sploh ni nujno, da bi nam želela karkoli narediti, ampak nas lahko čisto pomoti, poškoduje, tako da ja, vsekakor se umaknemo, tudi če smo na plovilu, pa to seveda ne sledimo, držimo razdaljo, jih ne preganjamo in smo pozorni, da so tam. Mogoče tukaj še dodam komentar, ki smo na začetku govorili o želvicah. Eno obdobje smo imeli zelo veliko trkov z plovili, mogoče delfin malo hitrejši, želvice niso tako hitre in se zelo težko umaknejo pred plovili, tako da mogoče gremo malo bolj počasi, občudujemo razgled in pustimo morskim živalim, da imajo čas, da se umaknejo. Je mogoče bil to primer, saj mogoče bo tukaj šlo bolj za špekulacijo, ne vem, če se ukvarjate pri akvariju nasplošno z orkami, ampak slišali smo zdaj letos poleti, da se je število napadov ork na plovila blazno povečalo tam okoli Gibraltarja. Zakaj do tega, na primer, prihaja? Se to lahko tudi z delfini zgodi, vendarle so bratranci? Ja, jaz mislim, da z našimi delfini se to ne bo zgodilo, še vedno imajo drugačno se obnašajo kot same orke. Orke imajo seveda to v sebi. Zdaj točno, kaj je to sprožilo, kolikor sem brala, niti oni sami ne vejo, ne? Tako da tu ne bi znala povedati. Aha, torej tisti ubijalec v imenu ni tako zaman. Ne. Ja. Ampak kaj bi bilo pa na primer bolj nevarno, da srečamo jadranskega morskega psa ali delfina, če smo na primer plavalec ali potapljač v morju? Nič od tega ne bi bilo nevarno. Mislim, jaz se ne bi umaknila pred ničemer, ne? Vsekakor ne bi šla za njim ali karkoli takega, ampak ja, čeprav ne morem povedati, kako bi pravzaprav reagirala, ne bi mogla biti postavljena v situacijo. Ne vem, enkrat sem že samo med potopom je kormoran priplaval mimo, sem tako zakričala, tako da ne vem, kaj bi naredila, če bi bilo kaj večjega. Tako da ja.
Ne, res so velike živali. Mi smo imeli eno zanimivo izkušnjo, zdaj nekaj časa nazaj, ne vem, kaj je bil mesec, 2 nazaj, a še malo več, ki se je en od delfinov se je zapletel v ribiško mrežo. In mi smo imeli glih terenske vaje s študenti, ker zdaj veliko delamo tudi z študenti, odkar smo pod univerzo. Tako da smo ga opazili in smo ga uspeli tudi rešiti. Tako da smo pravzaprav z živim delfinom sem bila prvič tako v bližnjem stiku, ne. Tako da res neverjetna žival. V kakšnem stanju pa kaj naše morje pravijo, da nekje je prav puščava že na tleh, da so z mrežami enostavno že vse odstranili in ravno zdaj, če se ne motim, se tam okoli Sečoveljskih solin prav gradi podvodni greben, ki naj bi privabil nekatere živali. Je res takšna puščava pri nas na dnu? Kako izgleda pod gladino? Zdaj, tako bom rekla, nekdo, ki ne ve točno, kaj bi mogel videti, vidi puščavo, ker zna biti res tako. Kot sem prej omenila, veliko živali je pravzaprav zakopanih, oziroma se tako skrijejo, da jih ne opazimo. Tako da res rabiš oko in moraš vedeti, kaj iščeš in kaj gledaš. In pol je zelo živahno. Tam, kjer se vlečejo mreže, in to seveda pride do poškodb, in so določeni predeli, ki so malo zorani. Mogoče pri nas je večji problem, kakor ga jaz vidim vsaj, je obalni pas. Zdaj obalnega pasa imamo samo še 1/5 naravnega, to mislim, da je 9 kilometrov vse skupaj, kar je zelo malo. In pritiski na te predele so zelo veliki. Tako da meni je pač žal, da drugače gledamo na to, ne? Da nekatere pač moti nekaj, kar je naravno, ker špika in tako. Tako da jaz upam, da se bo ohranilo vsaj to, kar imamo. Tako da ja. Torej 1/5 to govoriva po dolžini obale. Po dolžini, ja. Govoriva pač o brežni pas, koliko ga še naravnega, ne. Vse ostalo je zabetonirano oziroma so ceste ali pa so, ne vem, imamo marine, manjše luke, imamo luko Koper. Tako da nekih vplivov na naše morje je zelo veliko, ne. Tudi v poletnem času je veliko turistov in zaradi tega pa imamo tukaj seveda hrup, tako zaradi večjih tovornih ladij pa potniških ladij. Tudi barke so, mislim, te ladje imajo kar močen ugres. One, ko potujejo čez naš zaliv, ki je relativno plitek, in imamo ta droben sediment, pride do resuspenzije, torej ves čas to dvigujejo, in s tem potem pač zmanjšajo količino svetlobe, ki pride do tal, kar seveda pol vpliva na morske trave, torej na cvetnice, ki živijo na morskem dnu in tako dalje, ne. Tako da je veliko stvari povezanih potem. Kje pa so potem ti naravni pasovi? Verjetno tam okoli solin, kjer se nihče ne kopa? Največji pas je seveda okrog Strunjana. Torej ta strunjanski rezervat je največji. Pol je še Debeli rtič. Pa bi mogla že malo razmisliti, če grem po poti. Tam je vse drugo je že skoraj zabetonirano. Tlele potem še za Piransko punto, recimo naravna plaža. Tako. Pa še od Fiese naprej tudi. Tle ta pas je verjetno še največji. Se pravi, tam, kjer nas nič ne zmoti, ko hodimo v vodo. Ja, tako. Tudi algice, ofuj. Alge imate verjetno tudi v akvariju, so tudi domače? Imamo, določene vrste imamo, ker super zdržijo. Sploh ena kodi se jim reče, so različnih oblik, so ko bunkice ali ko drevesca. Druge alge pa niti toliko nimamo. Ker pri alge imajo svoj letni cikel. Torej se zelo razrastejo ponavadi poleti in potem jih skoraj ni. In to pol v akvariju nekako ne deluje, ker tudi tega cikla nimamo, čeprav ga vzdržujemo sploh zaradi rib in drugih organizmov, so da držijo ta svoj življenjski cikel. Torej mi temperature in vse in tudi času osvetlitve akvarijev prilagajamo letu, mislim, temu, kar je v naravnem okolju. Zato potem ponavadi tudi se nam vse želi razmnoževati, ker nekako pridejo njihov čas, ne. No, saj to je verjetno dober znak, če so tako plodne živali. Tudi za nas je zanimivo, ker vidimo potem vse te stvari, jih lahko spremljamo in tako, ja. Kaj pa, imate tudi kakšne praživali, takšne, ki mogoče so živele v času dinozavrov še, pa so še vedno z nami? Joj, ne vem, če imamo kaj takega. Mislim, vse meduze in to naj bi vse bilo že takrat. Tako da.
Kaj pa manjše živali, školjke naprimer? Če imamo školjke? Ja. Ne, školjk imamo veliko. Ja. Zdaj edino, kar nimamo več, no, ki nam je žal poginilo, zdaj 2 leti nazaj, so veliki leščurji. Zdaj ta školjka je bila zelo pogosta še nedolgo nazaj v našem morju, je krasila celo morsko dno, kjerkoli smo se potopili. Je pravzaprav največja školjka v Sredozemskem morju, zrasla do metra in več, ne. Nažalost je pa pol leta 2016 začela ta pogin. Tam Portugalska, Španija se je na koncu razširila, do predlani je zajela pol še Slovensko morje, tako da smo v roku 1 meseca praktično skoraj izgubili vse školjke. Zelo na hitro. To je šlo za neko bolezen? Ja, to je šlo za enega parazita. In zdaj, če gledam tudi v akvariju notri, smo, mislim, da 2 tedna zatem, ko so poginile od spredaj pred Piranom, so nam poginili pol tudi v akvariju. Takrat še nismo imeli teh UV sterilizacije vode in tega, to smo zdaj vse namestili. In ker moramo dodajati seveda vodo tudi iz morja na toliko in toliko časa, zaradi tega, ker nam izhlapi in tako, so nas boleli izgleda tudi naši. No. Tako da zdaj trenutno, ne vem, smo dobili tudi en projekt, ki se bo začel s septembrom, kjer se bo tudi raziskovalo velikega leščurja. Bomo sodelovali z OGS-om, ki je v Italiji, in pa z Morsko biološko postajo ter Nacionalnim inštitutom za biologijo. Tega se veselimo in upamo, da bomo jih uspeli kaj najti. No. Samo zdaj, kar pa mi delamo sami, ta predvsem piranski del, v letošnjem letu nismo našli nobenega novega. Tako da... Obstaja pa še kakšen? Ali? So redki, ja. Mislim, imamo označeno, nam javljajo ljudje, tako da so, ni jih pa dosti. Torej, govoriva o 10 leščurjih na naši obali ali mora biti vendarle kaj več? Da jaz vem, je nekaj takega, no. Smo glih tam nekje. Bi pa mogla prav povprašati, ne. Je pa to školjka, ki živi samo v Sredozemskem morju, tako da se zna zgodi, da jo bomo povsem izgubili tudi, recimo, ne. Ker na Hrvaškem, v Italiji je podobna situacija. Ja. Oni so bili še leto pred nami. Zakaj pa dostikrat slišimo, da tudi če najdemo torej trdi del školjke, leščurja, da je bolje, da ga pustimo v vodi? Ja, zdaj razlogov je več. En je čisto direkten, da je to zavarovana vrsta in pri zavarovanih vrstah velja, da ne jemljemo, ne poškodujemo, ne maltretiramo karkoli, kaj šele, da bi to je niti živih živali, niti njih delov, niti poginjene živali. To je čisto tako. Potem pa je še čisto ta ekološki del, da praktično je školjka, tudi zdaj, ko je poginjena žival, nudi oporo drugim organizmom, ki živijo v morju. Zdaj, če se potopite in pogledate, školjke so vse obraščene z raznimi plaščarji, spužbami, raznimi žigalkarjami, vetrnicami, pač veliko različnih organizmov živi pri nas, ker kot so prej omenili, naše dno je več ali manj sedimentno, je peščeno, torej ni veliko opore in ti organizmi pol to super izkoristijo. Poleg tega zelo pogosto v njih živijo manjše ribice, razne babice, in tam tudi potem ležijo svoje jajčice, ker ne rabijo eno gladko površino, kamor jih prilepijo in je leščur super primeren za to. Tako da ja, leščur je treba puščati v vodi. Plastiko pa imate ven iz vode. Koliko pa imate primerov, da se živali, torej, ali da pojejo kak košček, da se zataknejo v kaj? Je tega veliko? Ja, zdaj ne vemo, če pojejo ali ne, mi tega niti ne vidimo. Mi več ali manj vidimo take žalostne. Imeli smo eno ribico, ki je bila notri v vezico zataknjena, ne. Pol smo imeli, ogromno se vidi, kot veste, raki se radi pokrivajo s čim. Ponavadi imajo kakšne spužve gor pa to in potem zato uporabljajo plastiko, recimo so pokriti s plastikami. In še ena stvar, ki je zelo pogosta pri nas, mi ko jemljemo kakšne spužve ali pa kaj, če recimo spužva pol odmre ali pa čez nekaj časa opazimo, je pravzaprav ona pritrjena na razne plastične dele. Ne, tako da že v akvarij pol vnašamo ogromno plastike, ne da bi niti vedeli, ker one pač to obrastejo. Ne. Tako da ja, je že sestavni del morja, je prav grozno. No, ale držimo pesti, da ne nastane tudi kakšen plastični otok pri nas. Ja, upam, da ne. Zaenkrat ga še niste zaznali? Zaenkrat ga še ni, čeprav, ne vem, zdaj smo bili, ko smo bili na morju, da lovimo te cvetače, ker smo jih nekaj dali tudi v sam akvarij.
jih je bilo kar težko pobirati, ker jih zanese toliko isto kot ostale smeti. Tako da je bilo precej več smeti kot samih meduz in je bilo kar žalostno to gledati, ker nisi vedel, kaj bi pravzaprav raje ven pobral. Tako da ja. Torej tudi pobirate sproti ven kaj ali? Med potopi ves čas, vsak od nas ima prav vrečo samo za smeti, tako da se pobira vse. Zelo naporno je bilo med covidom, takrat je bilo ogromno smeti, po mojem, ker restauracije niso delali, so jedli na obalah, ne vem kaj, ampak takrat je bilo res že zelo žalostno. Zdaj se je precej popravilo, tako da ne pobiramo več toliko. Po mojem, več ali manj kar zanese veter, pa tako. No, hvala, da čistite tudi morje tam, kjer ga ne vidimo. Ja. Doktor Manja Rogelja, lepa hvala, da si se danes oglasila tukaj in nam malce razprostrla svet pod vodno gladino. Hvala lepa za povabilo. Tako. Vi, dragi gledalci, pa če vas še zanima podvodni svet, se le oglasite v Akvariju Piran, kjer vam ga bodo še malce podrobneje predstavili in pokazali. In pa kot smo omenili, plastika naj ostane v košu in ne v morju. Lepo se imejte in se vidimo.